Kako lepše vstopiti v praznični čas kot z dobro zgodbo? Na Blejskem gradu so v torek 10. decembra tako predstavili zgodbo o slovenski potici in s pestro izkustveno prireditvijo napolnili vse čute obiskovalcev, ki so z zanimanjem prisluhnili bogati predstavitvi projekta v povsem napolnjeni viteški dvorani. Zgodbo o slovenski potici so skupaj z Zavodom za kulturo Bled soustvarili etnolog dr. Janez Bogataj, kulinarična mojstrica Sonja Jezeršek in Maks Pogačnik, ki je poskrbel za sodobno izpeljavo različnih potičnih okusov v obliki pralinejev. Potice različnih okusov in pralineje so obiskovalci na praznični prireditvi lahko tudi degustirali in bili navdušeni. Super, zelo lepo pohvalno, da smo tole lepo videli vse slovenske potice, ki jih marsikdo nima več, tako, da jih kupujemo, delamo, tako so jih naše babice delale. Zelo lepo, všeč mi je, da pač tole predstavljamo, nekako tradicijo, pa tako naprej naj bo. Zanimivo, da je nekoč, tudi to na Bledu prišlo do izraza nekaj domačega. Soustvarjalci projekta so v pogovoru z voditeljico vsak na svoj način obiskovalce popeljali skozi večer. Kulinarična mojstrica Sonja Jezeršek je za degustacijo spekla kar 10 potic. Tudi sicer je bila zelo vpeta v projekt in v predstavitev slovenske potice. Moram reči, da mi je ta projekt zdaj zelo všeč, lepo je pripravljen, veliko ljudi je sodelovalo in mislim, da smo zmagali vsi. Razstava je sicer na Blejskem gradu, ampak jaz pojmujem to kot osrednje pomemben dogodek za celo Republiko Slovenijo, ker v bistvu z enim majhnim, ampak vztrajnim in strokovno podprtim korakom gradimo nekaj, kar do zdaj nismo imeli, to se pravi pralinejo v podobi potice, kar je gotovo eden od kamenčkov v celotnem mozaiku, ki ga imenujemo potica ali pa, kot se uradno imenuje, slovenska potica. Maks Pogačnik pod znamko Moline Hiša čokolade nadaljuje več kot 20-letno družinsko tradicijo izdelovanja pralinejev. V bistvu izziv je bil zelo velik, ampak kar se tiče samega produkta, izdelave kalupa, zato da bi lahko s čokolado delali, ker čokolada je zelo težko v bistvu delati z nekimi materiali, pa to in tukaj smo mogli čisto od začetka štartati zgodbo, ker tega ne obstaja nikjer še, da bi bil tak model primeren za to, tako da smo tukaj, to je bil največji izziv, pa ta luknja nam je predstavljala tudi zelo velik izziv, tako da, ko smo to pogruntali, je bila zgodba narejena. Polnila sem pa, tako kot sem že rekel, je pa že oče imel veliko razvitega, tako da sem jaz zdaj smo zapakirali v ta pravo obliko, tako da je na koncu nek lep izdelek, se mi zdi, nastal. Za izris 3D modela za izdelavo čokoladnih pralinejev sta poskrbela Miha Homar in Davor Tomažič, za lično darilno pakiranje pa Klemen Kovački. Danes je to v bistvu res, bom rekla, lep zaključek. Meni je projekt bil všeč tudi zaradi tega, ker smo v njem sodelovali različne generacije, kar zmeraj rečemo, nekako fino je, da se povezujemo, tudi pa, da tradicija ostaja, hkrati pa tudi se pridobivajo in rojevajo nove ideje, kako pa mogoče na malo drugačen način predstaviti neko našo tradicionalno jed, v bistvu takrat, ko morda nimamo pri roki pečene potice, takrat pa nastopijo lahko pralineji. Razstava Zgodba o potici bo v galeriji Stolp na ogled do 31. januarja 2025, vsak dan v odpiralnem času Blejskega gradu.